odzivajte se v duhu, v tišini, poslušajte. Glejte, bodite budni, bodite v pričakovanju, glejte, ker kralj slave želi vstopiti. To Jezus želi vstopiti v vaše srce. Pričakujte in glejte. Molite, molite, dovolite duhu, da moli. Z glasom lahko slavimo Boga. To pomeni, da pojemo. Danes bomo veliko peli. Lahko tudi vzklikamo. Ja! Jezus! Ko bomo peli, bomo govorili, Bog je strašen, Bog je velik, Bog je svet. Oznanjujte to s svojimi besedami. Ne se zadrževati, dajte Jezusu to, dajte svobodno mu povedati. Pričujte v njegovih delih. Slavimo ga z glasom, častimo ga in se zahvaljujemo. Rečite hvala, 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 hvala. Ni dovolj hvale. Blagoslavljajte Boga. Kako z rokami slavimo Boga? Tako da muziciramo, tako da služimo, tako da dajemo. Danes bo priložnost, ko bomo lahko darovali Gospodu tudi z darovi financ. Kako še? S svojim telesom. S telesom se lahko prikloniš. Dajmo se prikloniti. Kar zdaj, zato da ne bo pa čuden, če slučajno kraj kliče, kar dajmo. Ali kakor tako, če je to priklon tako, naj bo tako. Če je tako, naj bo priklon tako. Če je tako, pejmo, da ne bo pa čuden. 3-4 zdaj, gremo se prikloniti, zvadimo, kakor želite. Ja, da nas potem ne bo zaustavilo sram in dvom in tist, kar nas vedno hoče zaustaviti, proslavljeni, da se odzivamo kralju. Lahko dvignemo roke. Lahko, če nisi še dvignil svojih rok, ampak danes te kralj nagovarja, lahko dvigneš tako, lahko dvigneš tako, lahko dvigneš tako. Eno, dve. Škoda, da nimam več rok. Stojimo, lahko sedimo, nekateri sedimo pred kraljem, nekateri stojimo pred njim, nekateri ploskamo, skačemo. Dajmo, ne bomo že takoj na začetku sedeli, dajmo se vstati. Kdor ne skače, ne zna slaviti, nekaj to se bo. Kdor ne skače, ajde, eno skok, 3, 4, skok, ja! Lahko skačemo, lahko sedimo, ploskamo, hodimo. Izraelci so imeli navado, da so hodili, ker ko so hodili, so ostajali budni in niso spali. Ampak so, Jezus, dober si, ja. In so hodili, tudi to je vam dovoljeno. In še zadnjo, želim, da danes, če kralj vas nagovarja, pojete novo pesem. Kaj to pomeni? To je pesem, spontana pesem, ki jo ni še nihče napisal, razen vaš duh. In mogoče bo se začel reči, Bog, hvala, dober si, ja. In bo duh začel in pišite novo pesem, spontano pesem, hvalnico Gospodu. Sem vam dala dosti idej, kako se odzvati? Super. Imam samo še 2 stvari in to je 2 vrstici. Pravi svetopismo, da vaš Oče v nebesih ve, kaj potrebujete, še predno ga prosite. Danes ne pridite pred Boga kot berači, ki ne bi nič imeli, ki bi samo znali prositi, Bog daj mi ženo, mi že slišiš, pa koliko še moram peti? Ne, Bog že ve, kaj rabite, Bog že ve, kaj potrebujete zdaj v tem trenutku in veste kaj? Vi ne veste, kaj zares potrebujete. Vi ste narobe vprašali. Pa dajte pustiti, sam zdaj začnite moliti. Oče, hvala, ker ti veš, kaj potrebujem. In danes se odpiram, da prejmem. Cel večer je čas, da vam vaš Oče da, kaj potrebujete. Jaz ne vem, ampak Gospod ve, imamo kralja, ki vas dobro pozna. Še zadnja stvar. Nihče ne pride k očetu, nihče ne pride k Jezusu, razen če ga Oče ne pritegne. Ne staviti upanje na bend, da vas bo pritegnil k Jezusu. Ne staviti upanje v pesmi, v emocije, v atmosfero,
načine, da lahko molite za te stvari, svoje srce, da lahko rečete, Oče, pritegni danes tega večera k Jezusu. Samo ti lahko to narediš. Ne želim, da mi pritegnejo atmosfera, prazne stvari, ki bojo danes odšle, takoj ko zapustim ta prostor. Oče, jaz želim srečanje z Jezusom, ki bo ostal z mano vse dni mojega življenja. Z Jezusom, ki moj dršeni, z Jezusom, ki... Ja, z Jezusom. Molite z mano to pesem. Vzpostavi svojo moč v naših srcih spet. Povzdigni se v nas, odkrij nam naš namen. Napolni srca z upanjem, kot ogenj nas razširi se. I z močjo duha napolni nas. Cerkev smo ti, z Božjo močjo živi. Le tebe iščemo, po tebi želja nas. Poljubljamo ta boj, za radost zagasi. Duhu daj, Gospod, vrtiče polnim svojo moč, tvojega mene
cerkve danes tukaj. Čudovit si, neverjetno si, kri si prelil za našo cerkev, kri si prelil za vsakega od nas. Gospod, daj, da pridemo res v